Jaz pa stojim na gori kot prej, pravi napis na mogočnem pročelju Svetogorske bazilike, koder smo se zbrali pohodniki, romarji, namenjeni, da prehodimo romarsko pot, ki povezuje 3 Marijina svetišča, Staro goro pri Čedadu, Marijino celje na Ligu in Sveto goro nad Gorico. Do Stare gore smo imeli organiziran prevoz. Tu na meji slovanskega in italijanskega sveta stoji na 618-metrski vzpetini utrjeno svetišče, v katerem že od pradavnine kraljuje stara slovenska Marija, Madonna Antica Zlava. V zgodnjih popoldanskih urah so posameznike bolj kot mogočna utrjena naselbina zanimali urniki lokalov, da bi skoraj prezrli bohoten nasata zalej, ki krasi vstop na stopnišče do starodavne cerkve. Ljudsko izročilo pravi, da je na tem mestu stalo prastaro pogansko svetišče. Ko so bili ti kraji pokristjanjeni, so svetišče posvetili nad angelu Mihaelu, ki je v znak zmage krščanstva nad poganstvom postal zavetnik kripte pod glavno cerkvijo. Preden smo zakorakali na romarsko pot, je vodja pohoda združil udeležence v kratki molitvi. Pa da bi imeli občutek, da smo nekako na Romanju. Oče naš, ko si nebesih, posvečena bodi tvoje ime, pridi nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, tako na nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše grehe, tako kot mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v skušnje, ampak reši nas hudega. Amen. Benečija pred nami se je kopala po popoldanskem soncu, zato smo z veseljem zakorakali na gozdno stezico. Čeprav smo bili šele na začetku poti, bile s težavo zaobšli bližnje prijazno gostišče, od koder se pogled zaustavi na Matajurju, ponosu slovenske Benečije. Tega dol imam jaz te neznance. V 4 hodijo. Tiste na 4 hodijo. Če so še, ja? Ja, mar njeno To bo kakšna zdravilna palca? To bo zdravilna palca, vidiš, to bo prav zdravilna. Danes bomo kakšnega krstili, ki je prvič na tem pohodi in bo prišla ta prav, ne? Mora biti pa malč bolj... Hrčasta. Hrčasta, ja, je hrčasta za 20 let, kakšne hrče ima. Pot proti današnjemu cilju pa vodi čez Svete gore, kjer so marljivi in verni predniki postavili številne skromne cerkvice kot okras krajem in Bogu v zahvalo za skromne dobrine, ki jim jih je nudila domača zemlja. Ne mora biti slabo, jaz vem, da ne mora biti. Toliko je, imam še en požir. Pore, red, kar čiš. Znam, ker to mora biti pismo tega, živeti. Skromni, vendar razgibani pokrajini je odločilen udarec zadala še železna zavesa v obliki državne meje, ki
ki se je boleče zarezala v slovenski živelj na najzahodnejšem robu slovenskega sveta. Vasi so se v veliki meri izpraznile, ostali so le redki posamezniki, ki jim ni tuje trdo delo in odrekanje. A vi ste bila Jaz sem Slovenka. Bravo. Ker, Se pravi, ste izkusila obe strani? Ja, sem probala to in to. Tam in tle. Kje je boljše? Za mene delati sem prej, delati moram. Delati moraš tam in to. Ja. Je vse Ja. veselje v družini Ja, in vsi, mir, ja. mir. In pol se In to človek, ste zdaj že koliko časa Jaz? na tej domačini? jaz sem pa že 52 let. 52 let. Beneško Slovenijo smo zapustili pri Starem Mlinu. Tu so še vidni ostanki mejnega prehoda Britov na mejni reki Idriji. Prehod čez reko Idrijo je v preteklosti pomenil rešilno bilko za številne prebežnike, katerim je takratna politična ureditev zagnila življenje in rodno zemljo preobrazila v hudobno mačeho. Morda se je prav takrat porodila želja po povezavi treh svetišč posvečenih nebeški materi, v kateri se je slovenski narod vedno rad zatekal in v varstvo priporočal. Vzpon na Liški kolovrat je naznanil tudi bližajoči cilj prvega dne. Prostor za nočni počitek smo si poiskali v prostorih župnišča. Nad vasjo Lik pa nas je vabila božjepotna cerkev, imenovana Marijino Celje. Na tem mestu je stala stara romarska cerkvica svetega Zanona, ki pa je zaradi množičnega romanja postala pretesna. Zato so leta 1774 zgradili novo cerkev in jo po vzoru romarskega svetišča Marija Celj na avstrijskem Štajerskem poimenovali Marijino Celje. Od tu se lepo vidi Staro goro, kjer je bil začetek naše poti, in Sveto goro, kamor smo bili namenjeni. V župnišču, ki zaradi pomankanja duhovnikov sameva, nas fotografija Ivana Trinka na steni spominja na prizadevanja slovenske duhovščine v Benečiji za ohranitev slovenstva v teh krajih. Pred nadaljevanjem poti smo obiskali še njivo večnega počitka. Kako ne bi potekalo vse tega melodije, ki so bile včasih so topi. Liški kolovrat daje dan danes videz spokojne nekoliko pozabljene pokrajine, nekoč pa je bilo tukaj razgibano življenje. V odmaknjenosti od prometnic in mestnih središč so ljudje ohranili številne običaje iz poganskih časov. O tem priča razstava liških mask, katere po pripovedovanju in vzoru nekaterih najdenih predmetov izdeluje Branko Žnidarčič iz Kanala. On je tudi skiciral, je pisal njej, ne. Sem naredil kljun, kako moji se na masko tam narata, ne. Kot dič, je to masko, in pa sem naredil rekonstrukcijo tam druge. Ja. Tako se oblikuje, ne. Na poti vzdolž kanalskega kolovrata se je vredno ogledati tudi cerkev svetega Jakoba iz prve polovice 14. stoletja. Morda je imela v davnini vzpetina, na kateri stoji, tudi vlogo višinske opazovalnice, saj je od tod lep razgled na velik del Soške doline in srednji tok reke Idrijce. Očiščeni strelski jarki pa pričajo, da je tod vihrala prva svetovna vojna. Kljub temu cerkvena stavba ni utrpela hujših poškodb. Večje razdejanje in oskrunjenje pa je doživela kmalu po priključitvi k Jugoslaviji. Obnovljena je bila leta 1958. Na tem mestu se je povezovalna pot treh svetišč spusti v dolino, v desklah prekorača reko Sočo in od tam dalje pelje po levem bregu. Pred nadaljevanjem poti proti Sveti Gori se prileže Poldansko krepčilo.
Številčno se okrepi tudi naša skupina, saj delovne obveznosti ne omogočajo slehernemu pohodniku dvodnevnega izostanka. Kratek postanek v Desklah je prijel tudi zaradi ponovnega vzpona po grebenu, ki pelje proti Sveti Gori. Vsekakor so bile gozdne stezice nekoliko bolj položne in okrašene s poznopolmedanskim cvetjem. Če smo na kolovratu srečali redke drobne cvetice šmarnic, so nas tu obdajale planjave cvetočega čemaža. Dvourni vzpon po gozdnih stezah in poteh na obrobju Banške planote je zadoščal, da smo s pogledom zaobjeli svetogorsko svetišče, zgrajeno na skalni gori nad Gorico, in slišali mogočni zvon, ki je vabil k popoldanskemu bogoslužju. In spet smo lahko prebrali napis na poročelu bazilike: Jaz pa stojim na gori kot prej. Čeprav je bila cerkev med Prvo svetovno vojno porušena v prah in čeprav ji tok zgodovine ni vedno prizanašal, že skoraj 5 stoletij Marija na gori vabi romarje na ta milostni kraj, ki je med drugim tudi stična točka slovenske, italijanske in furlanske kulture.